Dober večer, dragi prijatelji, drage prijateljice, drage Slovenke in dragi Slovenci, kako lepo se sliši. Živijo, pozdravljeni, evo, tako mi je prižgalo, da se je začelo. Zdaj sem hotela vprašati, a imamo koga, ki mi drži časovnico in po 15 minutah mi reče, dovolj je, ali bo mogla sama gledati na uro, mogoče ne bi bilo slabo, da bi imela da prižgano, pa bi potem tudi jasno vedela, kdaj je treba končati. Živijo spet srečanju z mano. Kdo pa sem? Najprej naj povem, zakaj ste v srečanju z mano. Ker ko sem, to so moji iz agencije, moje drage punce iz agencije, ko so pripravile moj webinar, da bi pač nastopala, da imam webinar, da se lahko udeležite webinarja, je bilo zanimivo, da sem dobila zelo veliko vprašanj. In glede na to, da je teh vprašanj čez 280, je pomembno, da sem zdaj odločila se, pa odpiram vprašanja in vam tudi odgovarjam na ta vprašanja. Kdo sem? Sem Tanja Skaza, sem solastnica enega krasnega podjetja v Šaleški dolini in sicer to je podjetje Skaza, tudi ustanoviteljica inštituta Skaza, tudi direktorica Skaza IP-ja, ampak cilj vsega tega je, da sem v teh 20 letih, več kot 20 letih vodstvene pozicije, ki jo imam, največ delala z ljudmi. To pomeni vodja so ljudje, to pomeni vodje so tisti, ki delajo z ljudmi. In v vseh teh letih sem grešila, delala napake in vsako napako poskušala iz te napake potegniti najboljše in se vprašati, kaj sem se naučila iz te napake. In lansko leto sem se odločila, da moje poslanstvo, to pomeni izboljšati življenja vsem nam, to pomeni najprej družinskim podjetjem in posledično tudi ženskam, kar si najbolj želim, ustanovila ta inštitut Skaza, kjer boste pa danes videli, kaj je tudi cilj tega inštituta Skaza. In danes sem prepričana, da bo to eden izmed najbolj gledanih mojih videov. Seveda, če vas bo zanimalo, če si to želite, če si želite uresničiti svoje želje, ampak na kak način, ko jih boste spremenili v cilje. Evo, eno izmed vprašanj, ki sem ga danes odprla, zato pa zdaj samo eno vprašanje, ampak vse so podobna in potem združim eno vprašanje in z tega, zakaj se moje želje ne uresničijo? Najprej zaradi tega, ker želje niso cilji. Zaradi tega, ker želje je nekaj, kar sanjamo, kar se imamo lepo. Marsikdo niti ne zna sanjati, marsikdo ne zna vizualizirati. In, dragi moji, čestitam, sem sanjačen, ker jaz sem najprej bila sanjač. Najprej sem sanjala in potem sem te sanje spremenila v cilje in sem postala vizionar. To pomeni, ko mi postavimo željo, to pomeni, da mi sanjamo in da si zamišljamo lepši svet. In jaz občudujem ljudi, ko radi sanjajo, edino potem vem, kaj se jim zgodi. Zgodi se jim te 3 stvari, katere bomo se mi danes dotaknili. Želje ne spremenijo v cilje in se konkretno ne vprašajo, zakaj to počnem. To pomeni, kaj je tisto, kar me bo naredilo srečno, zadovoljno, izpopolnjeno in kaj bom dobrega s tem naredila tudi ali okolju, ali ljudem, ali ne vem, družini, karkoli. Bom tudi mogoče kak primer delila. In po drugi strani, to je prvi, to pomeni željo spremeniti v cilj in absolutno ta cilj, jaz rečem, obdati ga ali pa oplemenititi ga z našim poslanstvom ali pa zakaj to počnemo, da si vsak zapomni to besedo, zakaj to počnem. In bom nekaj primerov razložila in boste potem tudi lahko razumeli. Druga stvar, katera je pomembna, kaj se nam zgodi, zakaj se naše želje ne uresničijo, ali naši cilji, kakorkoli, želje, zdaj vemo, kaj so želje, zaradi tega, ker ne odstranimo določene ovire iz našega življenja. Ena od ovir je izgovori, druga zadeva, mogoče neprava okolica, s kateri se družimo, mogoče ljudje, ki nas pri tem ne suportirajo. In ta tretja stvar, ki se mi zdi pa ful močna, res močna, in jaz mislim, da je to tisto, na kar sem pa najbolj ponosna, ker jaz sem bila med tistimi, ki sem želela biti všečna okolici. Ko pa to enkrat daš stran, pa šele vidiš konkretno, koliko ti je lažje, koliko ti je lepše,
koliko dejansko v resnici živiš to, kar čutiš, to, kar govoriš in to, kar živiš. No. In to je ta tretja stvar, je mnenje okolice. Mnenje, kaj bodo drugi rekli. Kaj bodo drugi rekli, če pa ne bom to naredil, kaj pa, če ne bom uspel, kaj pa, če ne bom konkretno naredil nekega premika, kaj pa rekli, da mi ni uspelo in tako naprej. Dejansko bolj se obremenjujemo z drugimi, pa kaj si drugi mislijo o nas, ko pa v resnici, kaj si mi mislimo sami o sebi. Danes mi je rekel moj mož, naj vam povem, ker danes sem imela krasno zgodbo, krasno poučno zgodbo. Potem sem imela en webinar pred 1 uro, kjer smo se pogovarjali, zakaj ni vsaka stranka naša stranka, in sedaj delim to z vami. Dobro, pa gremo kar pri prvi točki. Zakaj se nam želja ne uresniči, če ni nekako postavljena v cilj? Pa bom jih nekaj naštela, ki po moje bom take naštela, ki si vsi želimo. Želim biti srčna, odlična mami in žena. Želim imeti odlično službo ali pa želim biti uspešna direktorica, uspešna v svoji službi. Želim imeti krasen dom. Želim imeti, čudovit avto. Želim si vsako leto iti 2-krat na počitnice. Ful lepo se sliši, kaj ne? Krasno, odlično se sliši. In naj vam povem, da to sploh ni slabo. In še vedno pravim, da jaz tudi pišem pisma na tak način. Napišem pismo, da si čestitam, kaj sem dobrega naredila in tako naprej. To smo se naučili že, tisti, ki ste z mano. Pomembno pa je, da te želje mi zdaj spremenimo v te cilje. Če rečemo, naprimer, želim si krasno ali pa uspešno službo, je prvo vprašanje, ki jo vprašam, zakaj si to želiš? Zakaj si želiš uspešno službo? In konkretno je to, da vsak želi biti srečen. Ampak, naprimer, da reče, zato, da si bom lahko kupil lepe stvari, zato, da bom lahko živel. In to so stvari, ki si jih napišete. In te si napišete zakaj? Zato, da lahko to željo še bolj oplemenitite. To pomeni, vedno naj bo zraven, zakaj to počnem. In naprimer, če bo to, želim uspešno službo, evo, glih mi piše naš dragi Uroslak, bom glih odmaknila. Danes ima mojo prijateljico na Pop TV-ju, tako da. Kaj je pomembno? Če je kar tako malo želja, vidite, koliko jih rado sanja. Jaz bi pa to. In jaz sem prepričana, da marsikatera oseba, ki mene zdaj gleda in spremlja, je mogoče dosti bolj inteligentna kot jaz, ali pa dosti bolj v tem stilu razgledana kot jaz. Ampak kaj je poanta? Mogoče se ne upa, mogoče še te želje niste spremenili v cilje, ali ta druga zadeva niste odstranili svojega življenja, tisto, kar vas lahko ovira. Ok, gremo se dotakniti odstraniti. Ta je, naprimer, meni ena izmed najbolj, pa sem pohotela kar konkretno, da vidite primer in da po tem primeru se dotaknemo celotne zgodbe. Čak, da vidimo časovnico, koliko sem, 8 minut. To gre pa tako hiter pri meni, da težko v 15 minutah, ampak konkretno, da vam pa lahko povem, 15 minut se bom potrudila. To sem si jaz zdaj postavila za cilj, v 15 minutah do 18, pa že akcija. Kaj odstraniti? Največkrat pozabimo, naprimer, najprej na to, ko si mi nekaj močno želimo in ko imamo zraven postavljeno, zakaj si to želimo, zakaj želimo mi dobro službo. Tako kot sem rekla, zelo, zelo pomembno je, da naštejemo nekaj zraven, zakaj si to želimo, kaj je pa še lepše in podpišem 100%, da se bo uresničilo, ker pa boste tako verjeli, ker boste rekli, ker s tem osrečujem moje domače, ker s tem pomagam mojim lokalno, v lokalnem okolju, ker s tem pomagam za boljše jutri, ampak nekaj, kar je povezano, seveda, da še to dodate zraven. Odstraniti iz našega življenja je pa najprej to, da iščemo pozornost pri določenih ljudeh in je ne dobimo. To pomeni, da mogoče želimo, bom dala primer, moj mož mogoče ni bil takoj, da jaz odprem inštitut. Je rekel pa, daj za božjo voljo, daj se malo spoči, daj kako leto si duška,
pa boš pol po enem letu, se bova odločila, bova naredila načrt, pa greva. Pa sem rekla, pa Igor, jaz imam načrt od leta 2016. In je fora v tem, da mogoče že včasih se nam zgodi, da najbližji naši nas ne pušnejo naprej dovolj močno, da bi mi na podlagi tega rekli, ok, super, zdaj mi je dal pa krila, da lahko poletim. To sem zdaj, jaz mojega moža omenila, pa morate vedeti, da jaz sem močna, jaz sem pogumna, jaz sem samozavestna, jaz delam premike, jaz sem vztrajna, to je močno pri meni. Ampak mi je celo moj mož rekel, pa daj počakaj 1 leto, pa boš pol po 1 letu naredila, v redu, hvala, zdaj mi pa vsi kar naenkrat, prej ni bilo nobenega sporočila, zdaj so pa sama sporočila. Ne vaša, po mojem, od teh mojih, kar naenkrat polno sporočil. Pomeni, da si poskušamo narediti prostor, če vemo, da je lahko dvomljivo, ali pa vprašamo, pa rečemo, mami, kaj ti misliš, a bi bilo dobro, da začnem to pa to. In zdaj, če mami ni rasla v takem okolju in če mami ni podjetna in če mami ni nikoli šla ven iz svoje cone obdobja, je raje ostala tako mirna, srečna v tem, kako boste pol dobili od mami en dober, krasen nasvet, da bo rekla, ja, yes, dajmo akcija. Mislim, že sploh ne sprašuješ, ne sprašuješ tam. To pomeni, odstranimo najprej tisto, kar sami mislimo, da nam bo na nek način pomagalo, v resnici pa ne. Kaj pa se da narediti? Naročite si eno osebo, enega coacha, ko mogoče enega mentorja, pa ga pokličete pa rečete, imam odlično željo. Jaz lahko čisto iskreno delim. Ko sem naredila načrt za inštitut, sem ga delila z Marjanom Batagelom, to pomeni Postojnska jama, in delila sem ga z Jocem Pečečnikom. Joc Pečečnik je še vedno zame krasen prijatelj, krasen svetovljan, po drugi strani mi je tak odrezal, hitro mi pove, kaj se mu zdi, ampak v resnici mi pa marsikatera oči odpre. In šla sem vprašati 2, ki sta bolj uspešni od mene. Nisem šla vprašati tiste, ki so manj uspešni kot jaz. In Marjan pa iz drugega vidika, ker je kot pedagog, da mi približa to, kako je on, in je bilo krasno, da nam zdaj predolga pri Marjanu pa pri Jocu. Vsekakor sem pa preverila pri tisti moji prijateljici, ker sem čutila, da bom dobila podporo. Ok. To pomeni tam, kjer sem čutila, da bo sprejela, da bo rekla, wow, super, odlično, ti štarti, vse veš, ti vse zmoreš, ti to lahko. Ok, to pomeni, to sem vam dala zdaj primer odstranite tega, to pomeni odstranite tudi, spet se pogovarjamo o televiziji, o teh stvareh, ampak to je nekaj, kar po moje že to čisto samo pa se pomembno. Še 3 minutke imam. Zdaj sem že obremenjena z časovnico. Ok, in ta tretja stvar je, ko imamo skozi v mislih, kaj bo okolica rekla, če ne bomo uspešni. To je pa najhuje. Kaj bo rekli sosedi, če sem primer, ta je bila ful dobra, pa ne bom delila s kom. Pa ko bo rekli, zdaj bo šla ven iz podjetja, pa mogoče boš imela kaj za delati. Kaj bo rekli zate? Ja, hvala Bogu, sem malo spočila. Moje razmišljanje. Od nekoga pa razmišljanje, kaj bo rekli, če boš imela kaj za delati. Po drugi strani, zdaj ko pa imam ful dela, zdaj pa oni reče, ja bravo, daj še meni pokaž. Vse, kar je pomembno. Zakaj damo stran okolico? Ker če mi nekaj globoko v sebi verjamemo, da to smo mi in da mi to zmoremo, pa ni šans. Lahko zdaj pride ne vem kjer direktor, ne vem kjer predsednik, tlele in stopi in reče, to, kar počnete, ni primerno ali pa ni dobro. Če vi verjamete in če vaša duša govori, da ja, greste naprej, se pa nekaj drugega strinjam. Ko ste kompletna oseba. To pomeni, ko je duša noter v vas, ko je z vami in ko ste v telesu. Ne takrat, ko je duša tam, tam, pa telo tudi tlele. Najprej je potrebno zgraditi svoje temelje, to pomeni korenine. In ko to zgradimo, ni šans, da nas to prestavi. Res ne. Res. Po moje, lahko kdaj, ko vam govorim, to mi je bilo ful lepo, lahko iz mojih oči
preberete takrat, ko mislim res 100%. In zdaj, če bi napisali malo morje ljudi, ki bi rekla, jaz verjamem v to, da je to dobro. Zaradi tega, ker moja duša in moje srce govori, da je to prava pot. Ok, zdaj pa konkreten primer, ker to je najboljše, da boste vedeli. Dobro, imena sem prečrtala, zaradi tega nisem našla od zlatarne, ker sem hotela vam pokazati, pa nisem našla, ne vem, kam mi je všlo, nekje sigurno imam, ampak res, da sem si povzela premalo časa, vzela sem si pol ure, da sem hotela poiskati, da vam pokažem, kako imam napisano, kako sem si v zlatarni napisala, da hočem postati direktorica, zakaj, zaradi tega. No, to je bilo zanimivo, da bo vsi vedeli, da sem pametna, da zmorem, da sem delovna, kakšna sem imela tam notri, ki se spomnim. To vzamem vsake toliko časa, pregledam, glih zaradi tega, da vidim, koliko osebnostno rastem. Teh pisem imam pa malo morje, to ni bilo pomembno, da vam to pokažem. Potem sem vam želela pokazati, kako sem si ustvarila, kako sem si zmanifestirala mojo družino, za kakšnega moža želim, naprimer, želim krasnega partnerja, ampak da je zlat očka, zaradi tega, da me bo spustil, da mi bo dovolil svobodo, da si bo želel, da sem uspešna, pa tako naprej. Fejs je pomembno, da našo željo spremenimo v cilj. In sedaj boste videli, neke določene stvari vam bom razkrila tudi javno. Seveda je to večinoma vse napisano na listih papirja, tako da mogoče jaz zelo rada pišem in še dan danes. Še dan danes rada pišem, tudi če bi zdaj malo vam pokazala ogledalo, bi lahko videli čisto popisano z listki od podjetij, to pomeni v tistem podjetju, kjer sem, karkoli ustvarjam z njimi in imam listke in pišem in res, tako funkcionira. To je list, ki sem ga napisala, dragi moji sodelavci, vsi tisti, ki ste mogoče še z mano ali pa zdaj ne vem, če me gledate, bom pa vesela kakega komentarja na to. To je napisano, če vidite, Skaza Future. Skaza Future, to je bilo nekje tam leta 2010. Ne, to je bilo pred organkom. To meni prednji prišel organko je prišel 2010. Jaz vam bom samo prebrala, ene so se že zgodile, ene se še pa niso, ampak to gre k temu. Zato, ker vi ne vidite, vam bom jaz lahko prebrala. Ena je bila tako Skaza in the air. Skozi sem si želela skaza v zraku, skozi sem si želela imeti, da smo specialisti za, ful me je motilo, ko sem šla na letalo, pa me je motilo tisti kozarec, ko se je kar cel zdrobil, tak mi ni bil simpatičen, ampak zdaj tako. In zakaj? Zaradi tega, da je funkcionalno, moderno, da je podobno steklu in da se počuti stranka počuti dobro, udobno, tako sem napisala, in lahkotno. Skaza Prestiž, to je bila linija, kjer je bila linija, del linije, tisti, kateri se spomnite, je bila del linije tudi tam, ki smo naredili v tistih pikčastih. To je bila linija, kjer lahko jaz tudi pijem lepo pijačo, ampak iz kvalitetnega kozarca, iz plastičnega kozarca, ampak vseeno, da mi pa daje nek občutek v roki. Ok, zdaj bom predolga, bom tako. To pomeni, Skaza Solution, to pomeni čisto vse, karkoli, kar omogoča, da bo čistejši planet. Iskreno, to pomeni, če to kdo vzame v roke, to bojo moji dobili, ker sem to zdaj našla in bom mojim dala. To delamo, mi delamo iz recikliranih materialov. Potem Skaza Outdoor, evo, tako je nastal, tu sem pač napisala specialisti za jahting, karavaning, wellness centre, noro, no. In imamo Pick and Go, in Skaza Accessories, no tega pa nimamo, ne vem, če boste videli, sem hotela, če se spomnite, veste, ko so te dišave v avtu, sem želela, da bi bile narejene iz recikliranih materialov in da bi ti dal to dišavo v avto in dejansko bi jo lahko potem tudi vrgel v naravo in bi se v naravi razkrojila, ker bi bila pač narejena iz biorazgradljivega materiala, ker to pač ne jemo, ampak samo lepo diši. Ok, to sem vam pokazala, kaj sem naredila takrat vrsto let nazaj. To pomeni, mi vse, kar vizualiziramo, naše želje, če napišemo, zato ker ni bilo napisano ciljev konkretno, kdaj, se pač ni moglo uresničiti. Ampak vseeno, ker sem pa napisala zakaj, pa gre po tej poti. A vam je še to interesantno, ali sem že predolga, da boste vedeli, kako se cilji sestavijo.
In zdaj ta drugo, kar vam bom pokazala, zbrisala sem imena, zaradi tega, ker teh ljudi nekaterih ni več v našem podjetju, pa mogoče boste lahko videli, bilo je leta 2016, tako da mogoče se ne fokusirate na imena. To pomeni, napisala sem, tlele v spodi, ne vem, kako se vidi, evo, takole, december 2, to pa moj mož čuva. To so pa pri mojemu možu stvari, ki jih čuva in to pa on, tisto mu je bilo preveč vsega, to pa se je takrat odločil. Najprej je bilo napisano samo pri meni, pa smo pa Igorja zraven dopisali. Leta 2016, decembra, sem jaz napisala, da midva z Igorjem odhajamo iz podjetja. 2016, da odhajamo in da dajemo pomoč družinskim podjetjem. V zgori sem pa napisala osebo, za katero sem želela, da je generalna direktorica in da se je pridruži tehnični direktor. In napisala tim, kateri tim, malo sem zbrisala, da ne boste videli, kateri tim potrebuje, da to podjetje lahko dela. To so želje spremenjene v cilj, vendar zraven tega papirja je še bilo, to pomeni, tu je bil potem cilj konkretno, kaj želim početi in delati in zakaj to počnem, ampak da vemo, da se vse uresniči, če napišemo, ampak je to treba verjeti, predvsem verjeti. No, in zdaj sem ta moj list, mojo hiško zalepla za menoj, da lahko vidite, kako je premalo samo željo, da tej želji je potrebno dodati plane, ampak ne čist na polne plane, nisem za polne plane. Najbolj sem zato, da najprej verjamete v to. To mi delamo na mojemu online tečaju. To mi vse delamo, ker se to pri meni učijo. Ampak prve 3 ne. Prve 3 se učimo, kako mi postati steber. In ko mi postanemo steber, potem gremo korak po korak naprej. In zdaj bom delila z vami mojo hiško, ki pa je moja hiška za do leta 2023, ne delimo si samo za eno leto, ker če delamo za eno leto, imamo eno drugo zadevo. Eno leto tako hitro mine in ko leto mine, dejansko si mogoče kdaj damo preambiciozen plan, za 3 leta pa je lahko tak plan. Jaz tudi priporočam, ko delamo zdaj s podjetji ali pa ko delam s kom, rečem 3 do 5 let največ, zaradi tega, ker se ta čas tako hitro spreminja, da nažalost že tu malce nam uide, ker je vse taka velike spremembe, kakor se dogaja, da se mi tudi moramo na tak način prilagajati. Ne bomo zdaj šli vse postopoma eno po drugo. Moji, ko končajo online tečaj, tudi končajo svojo strategijo, dejansko vejo, kdo so, zakaj to delajo, zakaj počnejo. In na celem listu nikjer ne boste videli nikjer nobene finančne številke. Niti na enemu, to pomeni na enemu podatku, boste pa videli številke uporabnikov. In zdaj ne vem, kako se vidi, to pomeni v zgori imam cilj, da do leta 2023 si želim vse splošno, to pomeni, bom tako rekla, vse življenjsko šolo za srečno, zdravo in uspešno življenje. To obstaja v tujini, reče se jim healthy centri, reče se jim centri za osebnostno in poslovno rast. To je nekaj, kar je kjerkoli, že v Avstriji imamo eno zraven. In mi v Sloveniji mogoče malce drugače, na drugačen način, ampak to je res neka moja želja. Ampak mogoče bi danes lahko imela šolo, zato pa potrebujem prave ambasadorje, ker ti ambasadorji mi bodo pomagali v tej šoli. In na podlagi tega sem si postavila cilje, to pomeni, ne vidite cilja od 2021 do 2023, ampak vidite cilje za 2021. In zdaj bom kar prebrala, ker bo težko, da vam kar tako tudi povem. To pomeni, cilji za 2021 imam online tečaji, da bom 1000 uporabnikom podala orodja in tehnike za srečno in uspešno življenje. Zakaj? Ker računam, da marsikateri izmed teh, ki bodo šli čez to moje šolanje, bojo tudi moji sodelavci potem na tej šoli. Ker edino tako, brez ambasadorjev ne moremo priti do te šole, zaradi tega, ker zgledom in to, kako živimo, to pomeni kvaliteta naših misli, je kvaliteta naših dejanj. In to, kako mi živimo, to sporočamo in s tem smo najboljši zgled. Druga zadeva, katera je družinska podjetja, to pomeni konkretno napisano 13 družinskim podjetjem želim predati svoj know-how zaradi tega,
da bodo lahko imeli srečne in zavzete sodelavce. Zakaj? Ker sem videla, kako je bilo pri nas. Dolga zgodba. In ta tretja varianta skaza je še vedno moja največja, to pomeni želja, želim si skazo krasno in sem napisala cilj za leto 2021, to pomeni 2022, da bomo zmagovalci zlate niti. Skazo si pa želim, imam 14 delavnic plus 12 za vodjo, to pomeni 26 delavnic, koliko velik delavnic. Tu pa si predvsem želim, da naši sodelavci, moji sodelavci postanejo, glizdele se je preklopil moj mož zraven, glizdele, postanejo srečni in zavzeti. Pomeni, to mi je pa nekak želja, jaz tako rečem, če so skazovi sodelavci srečni in zavzeti, pomeni, da to tudi meni daje krila in elan za naprej. Vsekako, če nisem toliko sedaj z njimi, imamo pa krasne vodje, ki jih vodijo. Če pa niso krasni vodji, pa poskušamo maksimalno jih izobraževati, dati na prava izobraževanja, da tudi postanejo oni krasni in tudi dajo ta krila svojim sodelavcem. Dobro, jaz bi pri tem delu sedaj končala. 3 stvari, katere so pomembne. Želje spremenimo v cilje in dodamo zraven purpose, namen, poslanstvo, zakaj to počnemo. Najbolje, da dodamo sebe in tudi za koga drugega, zakaj to za njih delamo tudi. Če rečem, ne vem, hočem imeti uspešno službo, lepo službo, zato da sem srečna, zato da si lahko omogočim to in to, da lahko grem na krasno potovanje, da lahko dam otrokom to in to, ampak posledično pa nočem samo sebi, hočem tudi to, da spoznam krasne sodelavce, da mojim sodelavcem dam odlična znanja in da s tem svojim znanjem omrežim tudi kakšnega dobrega potrošnika. Tako da lepo prosim, poskušajte gledati na cilje, na vse strani. To pomeni na vašega delodajalca, najprej nase in na svojo družino. To je prva stvar. Kaj lahko vi pridobite? Druga zadeva je, kaj delodajalec dobi, če smo zdaj že glih v službi, kaj delodajalec dobi, tretjo, kaj dobijo vaši sodelavci, ne dobijo. Kaj pridobite, zakaj to počnete in četrte vsekakor tudi, kaj dobijo potrošniki, zakaj to, kar počnete, delate dobro za potrošnike. Druga stvar, odstranimo vse možne ovire, to pomeni, ne sprašujemo ljudi, v katere že lahko imamo dvom, da lahko podvomijo v to, ali nam povedo, da mogoče pa ne bo tako dobro šlo in potem nas začnejo že malce dol spuščajo, komu damo tistim ljudem, ki so uspešni od nas. V primeru, da vas je strah, predlagam, da res, naj vam to ne bo izziv, mene je poklicala ena gospa pa rekla, nimam s kom deliti svojih priložnosti, nimam s kom deliti svojih želj, zato ker sem lastnica podjetja in ne morem deliti s mojimi, nimam s kom od prijateljev, tako naprej in želim se malce posvetovati z vami. In je krasno in tako dobila nek feedback in je to ok, odlično. In ta tretja stvar, ko bomo okolico odstranili iz našega življenja, jaz sem prepričana, dragi moji, prepričana sem, da marsikdo od vas se sploh ne zaveda, da je to največja blokada za vaše srečno in uspešno življenje. Zapomnimo si pa to, ni dovolj biti samo srečen, ni dovolj to biti samo srečen, ko reče, ja, si srečen, pa si gor v gozdu, pa samo gledaš. Ne, pomembno je k tej sreči dodati še nekaj, zakaj to počneš. Ko mi kdo reče, ja, jaz bi sem ležal, pa ne bi več hodil v službo. Hitro se to človek naveliča. Jaz lahko to počnem čisto cel dan, ker vam govorim moje izkušnje, vam daje moje primere, tisto, kar sem se jaz naučila, to lahko delim z vami, več pa tako in tako ne morem. Tako da, želim vam krasen večer in srčno upam, da boste poskušali želje spremeniti v cilje, če pa ne, pa se mi pridružite na našem online tečaju. Postanite moji ambasadori in skupaj bomo mogoče sokreirala, mogoče boste pa vi tisti, ki boste skupaj z mano sokreirali to pravo šolo, vseživljenjsko šolo za lepše, srečno, uspešno in izpopolnjeno življenje. Hvala vam za vse, želim vam lep večer, jaz pa zdaj se premaknem k mojim tistim, ki jih imam najraje. Čau, čau.